Himna Republike Slovenije v izvedbi magistre Martine Preveljšek. Dobrodošli na proslavi imenovani Slovenija je moja domovina. Ob dnevu državnosti tukaj v Murski Soboti v organizaciji Pomurske regijske koordinacije Slovenske demokratske stranke in Mursko-Soboškega mestnega odbora SDS. Za nas Slovence je čas osamosvajanja tisti, ki je pripeljal do samostojne, suverene države. Lani smo praznovali 25. rojstni dan Slovenije. Letos je ta za leto starejša, pa je tudi modrejša, bolj povezana, socialno bolj pravična, politično in obrambno bolj stabilna. Odgovorite si sami. Dragi prijatelji, dobrodošli tukaj v Murski Soboti. Kot veste, je tudi Murska Sobota 28. junija 1991 doživela zračni napad letal Jugoslovanske ljudske armade. Samo da na kratko spomnimo. Okrog pol dneva se je v Gornji Radgoni razvila prava vojna med jugoslovansko armado in slovensko teritorialno obrambo. Armada je s tanki brezobzirno prodirala skozi mesto proti mejnemu prehodu in streljala kar poprek, tako da je bilo več civilistov ranjenih, materialna škoda pa je bila ogromna. Nekaj po 14. uri so okupatorji zavzeli radgonski mejni prehod. Jugoslovanska armada je takrat letala uporabila tudi v Murski Soboti, kjer je raketirala položaje prekmurske teritorialne obrambe, ki je popolnoma blokirala vojašnico v Murski Soboti. Toliko o tem, zdaj pa mi dovolite, da tukaj v tem športnem parku Črnelavci prav lepo pozdravim našega osrednjega gosta, tudi slavnostnega govornika, predsednika Slovenske demokratske stranke, gospoda Janeza Janšo. V času osamosvajanja Slovenije prvi obrambni minister in dvakratni predsednik vlade. Tukaj sta tudi poslanca državnega zbora, gospod Marjan Pojbič in gospod Franc Breznik. In gospod Gorenak je tudi tukaj, se opravičujem. Pozdrav tudi vam. Tudi državni svetniki so tukaj, pa člani izvršilnega odbora SDS in predsednice ter predsedniki občinskih odborov. Lep pozdrav pa tudi vsem ostalim.
Ne glede na vse, kar se dogaja, prvi Brexit v Evropski uniji, terorizem, migranti, izkrivljen pogled na zgodovino, pomanjkanje domoljubja, zadnja afera, denimo glede razkritja pranja denarja v višini milijarde dolarjev, ki je potekalo prek Nove Ljubljanske banke, pa vztrajanje pri nekaterih investicijah, kot je denimo drugi tir, ki je močno preplačan, besede Jožeta Pučnika, ki jih je izrekel pred več kot 25 leti, še držijo danes. Takrat je dejal, ostati moramo pogumni in ponosni. Zbrali smo se tukaj v tem prijetnem okolju v športnem parku Črnelovci pri Murski Soboti, da zaznamujemo dan državnosti. Kaj sploh predstavlja ta praznik? No, uradna razlaga pravi takole. Zaznamuje spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna. Na ta dan sta bili sprejeti deklaracija o neodvisnosti Slovenije in temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, sicer slavnostno razglašeni naslednji dan, 26. junija, na Trgu Republike v Ljubljani. 2 dni kasneje, 27. junija, se je z napadom Jugoslovanske ljudske armade pričela slovenska osamosvojitvena vojna, v kateri je Slovenija obranila neodvisnost. Zdaj pa za tole govornico vabim organizatorja današnje proslave, to je gospod Karel Čoš, predsednik Pomurske regijske koordinacije Slovenske demokratske stranke in Mursko-Soboškega mestnega odbora SDS. Spoštovane članice, člani, spoštovani podporniki, dragi prijatelji. Veliko čast mi je, da vas lahko v imenu Pomurske regijske koordinacije pozdravim danes tu v Črnelovcih na tej proslavi Slovenija je moja domovina. Zelo me veseli in počaščen sem, rado sem, da lahko med nami pozdravim predsednika gospoda Janeza Janšu, predsednika Slovenske demokratske stranke, da se je vzel čas in nas posvetil, da nam posvetil ta dragoceni čas. Hvala tudi vsem ostali, ki so se udeležili. Upam, da se boste imeli dobro tu. Danes smo se zbrali, da pač se spomnimo teh usodnih trenutkov, kak je že bilo povedano, tistih časih, ki so mnogi od vas, tudi nekateri ste tudi v tistih usodnih trenutkih razkirali svoj čas, svojo hrabrost, se pravi, ste razkirali nekaj za našo domovino, ki jo imamo. Ni takšna, kako smo si mogoče takrat želeli, ampak vseeno imamo, zato je prav, da imamo rade. Spoštovani, dovolite mi, da vas spodbudim oziroma ponizno prosim, da v duhu te domoljubnosti z ljubeznijo v srcu še naprej nosite, da imate v mislih našo domovino, ker je edina sama in to imamo, zato je treba pač čuvati. Jaz se vam zahvaljujem za vašo pozornost, imejte se lepo, uživajte v dobri družbi in naj vas Bog blagoslovi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospodu Šošu. Mislim, da je prav, da se še enkrat na tem mestu spomnimo vojne za Slovenijo. To so bili tedni, dnevi in ure v juniju in juliju 1991, ko je bilo dobesedno vse na kocki. To je zapis iz zbornika Vojna za Slovenijo, pravi takole. Dejstvo je, da se takrat tistih nekaj odstotkov Slovencev, ki so poprijeli za orožje in to skupaj s civilno obrambo, uprlo 5. tehnično najmočnejši vojski v Evropi. Občudoval nas je ves svet, podpirali so nas domci, rojaki. Narod je bil, kljub nasprotovanju dela leve politike glede osamosvojitve, takrat enote. Številke v osamosvojitveni vojni so dovolj zgovorne. Jugoslovanska ljudska armada je agresijo na Slovenijo začela z enotami, ki so skupaj štele 22.000 vojakov, častnikov in počastnikov. V tej vojni je imela Jugoslovanska ljudska armada 48 mrtvih in 116 ranjenih. Enote teritorialne obrambe so v spopadi zajele 2663 njenih pripadnikov, medtem ko jih je prostovoljno na slovensko stran prebegnilo več kot 3000. Od 22.000 pripadnikov agresorske armade jih je v 7 dneh spopadov ta izgubila skoraj 6000 ali več kot četrtino, med njimi nesorazmerno velik del, več kot 500 aktivnih častnikov in počastnikov. Enote teritorialne obrambe so imele v tem času 9 mrtvih in 44 ranjenih, slovenska policija 4 mrtve.
Jugoslovanska ljudska armada je zajela samo enega častnika teritorialne obrambe. Iz teritorialne obrambe v Jugoslovansko ljudsko armado ni prestopil nihče. Samo da omenim najpomembnejšo akcijo teritorialne obrambe za osvoboditev Slovenije. To je bilo zavzetje skladišča Jugoslovanske ljudske armade v Borovnici 28.6.1991. V tej akciji je peščica pripadnikov specialne brigade, bilo jih je samo 22, pod poveljstvom Toneta Krkoviča zaplenila večjo količino orožja, minsko-eksplozivnih sredstev in vojaške opreme kot vse slovenske partizanske enote v vseh bojnih akcijah v času druge svetovne vojne. No, po dolgih letih je lani vendarle predsednik republike Borut Pahor častnim znakom Svobode Republike Slovenije odlikoval omenjene pripadnike drugega izvidniškega voda 30. razvojne skupine teritorialne obrambe. Vod je odlikovanje prejel za izjemne zasluge pri obrambi suverenosti Slovenije. Toliko o zgodovini, sedaj pa glasbi. Na 11. kongresu stranke SDS v Mariboru je bila premierno predstavljena pesem Prebudi se Slovenija, ki jo je zapela predsednica regijske koordinacije SDS Posavje magistra Martina Prevejšek. V pesmi se je takrat pridružil tudi predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša in pokazal, da kot odličen politik in državnik poseduje tudi pretanjen občutek in talent za dobro glasbo. Pesem je polna upanja, optimizma in moči, navdajana z žarom za slovenski narod in domovino. Po odzivih sodeč se je pesem dotaknila src vseh Slovencev. Naj se dotakne tudi vašega srca. Skupaj prebudimo Slovenijo. En topel slovenski pozdrav iz našega Posavja in čas je, da Slovenci zopet prebudimo Slovenijo. Tišini gora, zlata pomlad, zori v globini morja, nov val se budi, zelenju planjav, slovenski pozdrav, ostija rej, obstati naprej. Prebudi se, Slovenija, prebudi se, čas je že, zdaj naša volja, mož, pogum te dvigajo vse do neba. Slovenija, Slovenija, prebudi se iz sna, saj tvoj otrok še nosi luč, zmage luč in upanja. Prebudi se, Slovenija, prebudi se, čas je že. Prebudi se, Slovenija, prebudi se, prebudi se, Slovenija, prebudi se, čas je že. Prebudi se, Slovenija, prebudi se, Slovenija, prebudi se, Slovenija, prebudi se, čas je že, zdaj naša volja, moč, pogum dvigajo te do neba. Prebudi se, Slovenija, prebudi se, čas je že, zdaj nova pot je pred teboj.
Enotnost naroda in pogum njegovega oboroženega dela, trdna politična volja vlade koalicije Demos pod vodstvom Jožeta Pučnika ter samoiniciativnost množice posameznih poveljnikov taktičnih enot teritorialne obrambe in policije so takrat skovali zmago v vojni za Slovenijo. Človek, ki je bil pred 26 leti soodgovoren za obrambni del osamosvojitve, je danes z nami. Predsednik Slovenske demokratske stranke, gospod Janez Janša, lepo vabljeni za tole govornico. Najprej naj temu, kar je Martina zapela, dodam to, da ona ni samo izvajalka te pesmi, tudi avtorica besedila in glasbe, tako da mislim, da zasluži še eno hvala. Torej, kot vidite, smo Slovenska demokratska stranka, stranka mnogih talentov in tudi v obletnico, ki jo obhajamo v teh dneh, je Slovenska demokratska stranka z dr. Jožetom Pučnikom na čelu odtkala mnogo vsebin, ki danes predstavljajo tisto, kar poznamo pod imenom samostojna in neodvisna država Slovenija. Jože Pučnik kot predsednik takratne vladajoče koalicije, koalicije Demos, je bil namreč osrednja energija tega projekta. V časih, ko ni bilo vse tako samoumevno, v časih, ko je tudi znotraj Demosovih strank, to je tudi na nek način razumljivo, glede na tiste čase, prevladovala malo bojazen pa ohlevanje. Takrat je bil Jože Pučnik tisti, ki je rekel, kdaj, če ne zdaj. Kdaj, če ne zdaj, cela Evropa se spreminja. Pihajo drugačni vetrovi kot 10 let ali pa 20 let nazaj. In pred Slovenci je enostavna dilema, ali ta trenutek izkoristimo ali pa bomo zgodovino zapisani kot narod zamudnikov. Če danes pogledamo nazaj, je popolnoma jasno, da stvari niso bile samoumevne. Ni nujno, da bi kar sami po sebi dobili samostojno državo. Poglejte, koliko narodov je v svetu in v Evropi, ki so tudi večji od našega, pa tega nimajo. Zdaj ne bi šli Katalonci na referendum, 7 milijonov jih je. Veliko vprašanje, če jim bo uspelo. Škoti vsake toliko časa glasujejo, pa ne izglasujejo. In še mnogi drugi narodi so, ki bi radi sami upravljali sabo. Tudi v tistih primerih, ko živijo v nekih širših skupnosti, ki so celo bolj razvite od nas. Torej, upravljati sam sabo je pomembno. Tudi v današnjem času, ki v nekateri pravijo postmodern, ko je svet globalen, ko pravzaprav za elektronsko-digitalno komunikacijo ni meja, ko se lahko pogovarjamo s komorkoli v Ameriki ali pa v Avstraliji v realnem času in ga tudi vidimo, ko lahko potujemo kamorkoli, ampak države še vedno obstajajo. In od tega, kako se upravljajo, je odvisno v veliki meri, kako prebivalci ali pa državljani teh držav živimo. Tako kot je v družini pomembno, kako boste odločali o družinskem proračunu, tako kot je v firmi pomembno, kako se bo gospodarilo, tako je seveda tudi v državi pomembno, kako se upravlja z velikimi sredstvi, ki se zbirajo od skupnih žuljev, tisti, ki prispevajo tekoče, ali pa tisti, ki so prispevali minulo delo. In če pogledamo, kje smo začeli in pogledamo, kje smo danes, pa kje smo bili vmes, je to še toliko bolj vredno podčrtavanja in pomnjenja. Ko smo Slovenci stopili na pot osamosvojitve in tukaj rekel mnogo pripadnikov moje generacije, mogoče tudi kakšnega starejšega,
nekaj mlajših, ki se tudi spomnite tistih časov. Jaz sem živel v neki državi, ki je sicer, ko je sama sebe opisovala, uporabljala mnoge superlative, svetovni voditelji neuvrščenih, bratstvo in enotnost, vsi smo enaki, nihče ni brezposeln in tako naprej in tako naprej. V resnici je bila pa kvaliteta življenja v Jugoslaviji konec 80-ih let, kakšnih 30, mogoče niti ne, na 28% evropskega povprečja, povprečja Zahodne Evrope. Slovenci smo bili nekoliko više, ker smo bili najbolj razviti v nekdanji Jugoslaviji, ampak nismo prišli do 40%. V tem, ko smo se osamosvojili, so se številne energije sprostile. Od dodane vrednosti se je bolj racionalno vlagalo, tudi ni več denar odtekal navzdol po Savi. In Slovenija je tam nekje do konca leta 2008 dohitevala povprečni standard v Evropi. Zdelo se nam je tudi na trenutke upravičeno, včasih pa ne, kot se zdaj vidi, da se tudi drugače normaliziramo, da dobivamo demokratične institucije, da smo enaki pred zakonom, da ista pravila veljajo za vse enako. So bili koraki, ki so bili pozitivni v to smer in so bili seveda, kot danes vidimo, koraki, ki so bili zgolj iluzija. Ampak leta 2008, konec leta 2008, ko so z tisto znano afero Patria, z velikim pokom iz Finske, ki ga je Milan Kučan napovedal en teden prej, preden je bila tista oddaja objavljena, grobo zaustavili in preprečili, da bi koalicija, ki ima za sabo daleč najbolj uspešen mandat v zgodovini Slovenije, ta mandat ponovila. Od takrat naprej je začela Slovenija padati. Konec leta 2008 smo bili na 91% evropskega povprečja po kupni moči na prebivalca. Potem pa namesto, da bi šli proti povprečju, proti Italiji, ki je bila takrat na 100%, smo šli nazaj in danes smo bliže 80% kot 100%. Leta 2008 so vse države Srednje Evrope, s katerimi smo skupaj vstopili v Evropsko unijo, bile precej za nami, precej so nas gledali v hrbet. Ampak od leta 2008 naprej so se trendi obrnili, danes so se nam vsi zelo približali, Češka nas je prehitela. Češka, ki je bila za polovico zadaj na začetku 90-ih let, Češka, ki je bila zelo zadaj tudi leta 2008, je danes po kupni moči na prebivalca pred Slovenijo. Pravi, povprečen Čeh statistično živi bolje od povprečnega Slovenca. Kljub temu, da imamo boljše potencijale, kljub temu, da so imeli boljšo izhodiščno moč. Seveda, lahko delamo tudi druge primerjave. Lahko delamo primerjave, ki kažejo, da pač Slovenci vseh prednosti nismo izgubili, da kljub temu tavanju in zaostajanju še vedno lahko rečemo, hvala Bogu, da smo se osamosvojili. Če pogledate recimo bruto domači proizvod lanskega leta v Sloveniji ali pa v Srbiji, vidite, da je v Sloveniji večji, kljub temu, da ima Srbija 4-krat večjo prebivalstvo. Mi smo lani ustvarili kakšnih 44 milijard ameriških dolarjev bruto domačega proizvoda, celotna Srbija pa 37. Kljub temu, da jim zdaj že kakšnih 10 let po padcu Miloševića praktično celoten Zahod pomaga, da bi izpolnili pogoje za vstop v Evropsko unijo in dobivajo tudi znatna sredstva. Pravi tisti, ki pravijo, da je bilo v Jugoslaviji boljš, da je pod slovensko prihodnost ta, da se obrnemo nazaj, lahko gre za nekaj dni v Srbijo, živijo z njihovimi pokojninami in plačami se, Beograd še vedno obstaja, pa bodo hitro prišli nazaj. Danes v Sloveniji živijo in prejemajo pokojnine
celo tisti, ki so nas takrat napadli. Prek različnih vez je nazaj prišlo na desetine, na stotine oficirjev jugoslovanske armade, ki so rušili po Sloveniji pred 26 leti in danes v Sloveniji dobivajo kakšnih 1200–1300 evrov, nekateri tudi več pokojnine, v Srbiji so dobili pa 300 evrov. Toliko o jugonostalgiji, jaz mislim, da ne glede na to, kaj prevladuje v osrednjih medijih, če bi danes ponovno imeli plebiscit za samostojno Slovenijo, bi bil rezultat podoben in da si nihče ne želi, da gradimo nazaj neko Jugoslavijo, kjer primanjkuje celo kave in bencina in kjer je pravzaprav vse obrnjeno na glavo. Ker je vsako leto nekaj posebnega, ali je jubilejno, ali je katastrofalno, normalnega življenja pa ni. Žal pa to, kar danes živimo, še zdaleč ni tisto, kljub tej primerjavi, še zdaleč ni tisto, za kar smo glasovali na plebiscitu in kar smo obranili pred 26 leti. Dvomim, da je kdo med vami, ki je šel na plebiscit in glasoval za samostojno Slovenijo, glasoval za to, da se ne z lopato, ampak z bagri krade iz tako imenovanih nacionalnih projektov, kot je bila izgradnja avtocest, T6 ali pa zdaj drugi tir, kjer se naredijo neki veliki projekti, ki na koncu stanijo še enkrat več kot primerljivi v drugih primerljivo razvitih državah. Denar po mestu teče v razne davčne oaze in se potem vrne v slovenske medije, v vse tiste strukture, ki odločajo za podkupovanje ali enostavno za osebno bogatenje. Slovenska demokratska stranka se je od samega začetka, ko je prihajalo od teh stran poti, borila proti temu, na to opozarjala, plačala tudi ceno za to, ker so nas imeli zaradi tega za glavne nasprotnike in so to moč, ki se je nabirala iz teh kanalov, usmerjali proti nam. Se pravi, ves ta čas nismo bili naivni, predstavljali smo pozitivne alternative, v mandatu 2004–2008 smo jih veliko tudi uresničili. Standard Slovenije takrat realno napredoval za 24%, za toliko so realno zrastle plače in pokojnine. Danes se vlada hvali, če pravi usklajujemo pokojnine in potem dobite za 6 evrov višjo pokojnino ali pa za 2 evra. Da se to razglaša za velik uspeh. Takrat, ko je šlo navzgor, realno in na zdravi podlagi, so nas tisti, ki zdaj to hvalijo, glavnem kritizirali. Ampak ne bi zdaj o tem. Želim reči to, da kljub temu, da nismo bili naivni, da smo na te stvari opozarjali, si nihče med nami, tudi jaz ne, ki sem veliko stvari videl, nisem predstavljal, da se vendarle v nekem prostoru, kjer nekateri mislijo, da so prvorazredni in da jim vse pripada, lahko dogaja to, kar je bilo odkrito v zadnjih tednih. Prej je voditelj to že omenil. Stvar je tako šokantna, da enostavno ni razumljiva. Vedeli smo, da se krade, vedeli smo, da se vara, da se golfa tudi na volitvah. Zadnje volitve so bile daleč od poštenih. Ni treba to posebej razlagati. Nismo pa vedeli, da je nekdo tako aroganten, tako samozadosten, tako zaverovan v lastno moč, da si v državi, ki je članica Evropske zveze, ki je članica evroobmočja, ki je članica NATO, ki je članica vseh živih mednarodnih institucij, podpisnica vseh možnih konvencij za boj proti terorizmu, za boj proti širjenju jedrskega orožja, pranju denarja v te namene in tako naprej. Skratka, nismo si predstavljali, da lahko nekdo v takšni državi 2 leti, praktično vsem na očeh, ampak vendarle skrito, dela ravno to, da opere milijardo ameriških dolarjev iranskega denarja
ki je šel dokazljivo za vse te namene, o katerih sem prej govoril. Več kot 90% tega denarja je šlo iz iranske državne banke, ki je bila eksplicitno, poleg tega, da so za Iran veljale dvojne splošne sankcije, ta banka je bila eksplicitno uvrščena na črno listo zaradi financiranja iranske agenture, zaradi financiranja terorističnih organizacij in zaradi nabave oziroma plačila materialov, ki jih je Iran nabavljal za izdelavo atomske bombe. Na 9400 naslovov je v 2 leti preko Ljubljanske banke, največje slovenske državne banke, potoval ta denar in najbrž ne bomo presenečeni, če bodo preiskave, ne bi smeli biti preveč presenečeni, če bodo preiskave v naslednjih letih pokazale, da je marsikatera bomba, ki je morila po Zahodu, v tem času bila na nek način kupljena, plačana, narejena tudi s tem denarjem. Iran je glavni sponzor preko 30 šiitskih terorističnih organizacij, od Hamasa do Hezbolaha, obstaja dolga lista Organizacije združenih narodov in posamičnih držav in ta država, ta sponzor terorizma je našla Slovenijo oziroma so nekatero omrežje v Sloveniji ukradlo slovensko državo za ta namen. Sicer smo pred tednom dni strokovnjaka za te zadeve, ki je rekel na komercialni televiziji, da so provizije za takšne transakcije od 30 do 60%. Se pravi, je tisto omrežje, ki je to omogočilo, na svoje račune v davčne oaze spravilo kakšnih tam 300 do 600 milijonov dolarjev. Zdaj toliko Prekmurje v vsem času samostojne Slovenije ni dobilo za pospešitev razvoja. To je več, kot je skupaj proračun kakšnih 60% slovenskih občin. To so ogromna sredstva. Mogoče je kdo med vami recimo kupil kako delnico Nove 24 TV, ki skuša shoditi in začeti spostavljati neko medijsko ravnotežje v Sloveniji. 2000 nas je bilo, ki smo kupili te delnice, skupaj smo zbrali manj kot 1 milijon evrov. Tukaj je pa neko omrežje samo iz enega takšnega škandala, kriminala mednarodnih razsežnosti potegnilo 300-500 milijonov. Predstavljajte si, koliko volitev se da ukrasti s tem denarjem. Če boste v naslednjih tednih srečali koga, ki bo rekel, da SDS pretirava z oceno stanja, da je vse kar normalno, vse imamo volitve, pa pozicijo, opozicijo, stvari potekajo demokratično in tako naprej. Ga vprašajte, če pozna še kakšno državo, ki se imenuje normalna in kjer se lahko zgodi kaj takšnega, kot je bilo pranje te milijarde za glavnega svetovnega sponzorja terorizma. O tem ni odločala ne vlada, ne parlament, nobeno ministrstvo ni sprejelo sklepa. Pa se je to vseeno dogajalo. 2 leti. Pravi, v Sloveniji imamo omrežje, ki je ukradlo državo, ki obvladuje državne banke, obvladuje Urad za preprečevanje pranja denarja, ki je bil obveščen od bančnih uslužbencev od samega začetka, pa seveda ni ukrepov. Obvladuje tajne službe, obvladuje policijo, obvladuje diplomacijo, ki je tukaj tudi zatajila. Skratka, obvladuje tista mesta odločanja, ki pravzaprav mora delovati za to, da zagotavljajo vladavino prava in da država normalno deluje, da smo vsi tretirani enako. V vsem tem času so se te inštitucije preganjale za pranje denarja ljudi, ki so vplačali 2000 evrov ali pa 10 000 evrov. 600 primerov je ta urad obravnaval v letu 2010. Na koncu je izkazalo, da je mogoče gre upravičeno za nekaj 100 000 evrov. Se pa je šlo za malenkostne zneske, meso pa z njihovim
privoljenjem opravili milijardo dolarjev. Milijardo dolarjev, ne, v 9400 in še nekaj primerih. In če kdo posluša zanj zaslišanje enega od šefov uprav Nove Ljubljanske banke pred Logarjevo komisijo, eno vprašanje, ali on zagotavlja, da je bil to edini primer, rekel, da ne, da tega ne morejo zagotoviti. Se pravi, bili so tudi drugi primeri in kot je zapisal v svojem komentarju Miro Petek, v petek, ko ima to kolumno na Nova 24 TV, to, kar se je zgodilo, ni bila napaka v sistemu, bil je sistem. Cel sistem so ukradli zato, da se je to dogajalo. Zdaj, bančni uslužbenci pripovedujejo, da so enostavno odstranili te varovalke. Za finančne transakcije so varovalke, ki seveda preprečujejo, da bi se te transakcije namenjale ravno za to, se pravi, za pranje denarja, financiranje terorizma in tako naprej. In tako večje nakazilo, za vsako večje nakazilo morajo uslužbenci zahtevati dodatne podatke o tem, odkot denar prihaja, kam je namenjen, naslove in vse ostalo, pogodbe, če gre za poslovni odnos. In to je seveda v Novi Ljubljanski banki veljalo za vas, za pač navadne smrtnike, za njih pa ne. Še več, celo oprostili so jih plačila provizij na prilive in s tem banko direktno oškodovali za milijone evrov. In potem, ko je bilo več kot 400 intervencij iz tujine, ker so intervenirali tuje obveščevalne službe, tuji uradi za preprečevanje pranja denarja, banke, ki niso hotele, tuje banke, ki so pol same preverjale, ker je bilo malo sumljivo, ko je pač recimo nek znanstvenik, ki je bil kasneje razkrit, da vohuni za Iran, mislim, da v Evropski agenciji za letalstvo, dobil nakazilo 3 milijone evrov za zmrznjene piščance. Bilo je malo sumljivo in so pol to tam Angleži preverili, oziroma Francozi. Kljub tem intervencijam, več kot 400 jih je bilo roka enega leta, za ostalo so mi da zgubili podatke, se doma enostavno ni nič zgodilo. Potem so celo tem Irancem dali proklik, tako da so kar sami to handlali iz Teherana verjetno in umaknili blokado, ker je neka blokada, pa ne vem, kako ti lahko nakažeš preko tega, preden se sproži avtomatski mehanizem. Softversko so popravili program, da se v tem primeru ni sprožil. Vse nadzorne institucije so obveščene, policija je dobila poročilo. V drugem delu leta 2011, nekaj mesecev preden so in to, preden je Banka Slovenije pol to zaradi pritiska od zunaj končno prepovedala, so bili o tem uradno obveščeni z poročilom predsednik države, predsednik vlade, finančni minister, ministrica za notranje zadeve, direktor policije, razni svetovalci, ki bi se morali s tem ukvarjati. In zgodilo se ni nič. Ene same vadbe ni bilo, ene same obtožnice, nihče ni bil obsojen, noben postopek ni stekel. Zdaj, ko je to ven prišlo, je najbolj policija poslala v Državni zbor dopis na 2 listih, kjer je pisalo: vse to smo skrbno preiskali in ugotovili, da je bilo vse v redu. Potem, ko je zdrava pamet, ko so nekateri podatki bili objavljeni, je zdrava pamet ljudem povedala, da pač očitno to ni bilo vse v redu. S tem se je kršilo 2 člena slovenske kazenske zakonodaje, najmanj kršilo se je številne mednarodne pogodbe, skratka gre za kriminal mednarodnega obsega, verjetno največjega odkritega v tem stoletju v Evropi. No, pol, ko je to malo postajalo očitno, je specializirano državno tožilstvo sporočilo, da je pa zdaj vseeno odprlo preiskavo. Ampak šef specializiranega državnega tožilstva, Hari Furlan, ki je zdaj rekel, da je odprl preiskavo, je bil v tistem času, ko se je ta denar bral in je bil obveščen, šef nacionalnega preiskovalnega urada, ki je moral to preiskati. In zdaj bo on sam sebe preiskoval, če je takrat delal prav.
A mislite, da bo kaj odkril? To je zgolj pesek v oči. Torej, da vam ne jemljem preveč časa. O teh stvareh govorim zato, ker upam, da je to končno en prispevek v slovenski budnici. Da se bomo zavedali, v kakšnem stanju živimo, da se bomo zavedali, da so nam državo, na katero smo se trudili in jo branili, enostavno ukradli, da jo zlorabljajo za, ne samo za domač, ampak tudi za mednarodni kriminal in da iz tega pritekajo finančni viri, s katerimi lahko pravzaprav zmanipulirajo in kupijo katerekoli volitve, če ta budnica ne bo zalegla. Budnica pa bo zalegla, če se bomo najprej mi sami zavedali, kje smo, če si ne bomo delali iluzij, pa sami sebe prepričevali, sej mogoče pa ni tako, saj je najbolj boljše. Slabše je, kot si mislimo. Ker to, kar se odkriva, so posamični primeri. Slučajno smo srečali na našem svetu enega našega člana, ki dela v banki. Je rekel, veste, če bi natančno pogledali Novo Ljubljansko banko za zadnjih nekaj desetletij, ne bi našli ene, ampak nekaj takšnih milijard. Zato je pa to tako branjena trdnjava, zato se ne želi privatizirati in prodati in tako naprej. In zaradi tega smo slovenski davkoplačevalci že dvakrat v življenju te generacije z težkimi milijardami to konkretno banko, pa tudi še nekatere druge, sanirali. To pomeni, da ste vi iz vaših žepov plačali in da bodo tudi vaši otroci plačevali zapitek drugih. In te se je treba na neki točki enostavno vprašati, ali želite to v nedogled početi. Tukaj ne gre za malenkost. Gre za to, da so vaše plače, vaše pokojnine, vaše štipendije zaradi tega občutno naše. Ampak jaz namerno govorim vaše, zaradi tega, ker ko uporabimo besedo naše, se ljudje niti ne zdrznejo, si mislijo, to je naše, pač to bomo vsi pokrili, to se ne bo poznalo. Seveda se bo poznalo, v vaših žepih se bo poznalo. 30% zaostajanja ali pa capljanja za tem, kar bi lahko imeli, če bi se normalno upravili, če se ne bi kradlo, pomeni, da imate 30% nižje plače, pokojnine, štipendije, ali pa, če pogledate na problem z druge strani, da toliko več plačate z davki, pa pristojbinami na položnicah in tako naprej. Pejte plačate na položnico za 10 evrov na banko, provizijo vam bodo zaračunali. Ne bo šlo za 100, nekaj centov boste za to plačali. Tukaj so pa teroristom dali celo popust na prilive, tako da nam, ki smo tukaj v glavnem člani in simpatizeri Slovenske demokratske stranke, mora biti jasno, da razen nas v tej državi ni nobene dovolj močne politične sile, ki bi se zavedala tega stanja in ki je to stanje tudi sposobna spremeniti. Če mi tega nismo sposobni in če mi tega ne naredimo, drugega ni. Mogoče kdo vidi koga, ne. Rabimo kredibilne politične partnere, ki se zavedajo tega, da je problem, ki ga imamo, tudi to je potrebno reči, to ni, to, kar je pred nami, ni spopad med levico in desnico. To, kar je pred nami, ni spopad za naklonjenost volivcev ene ali druge politične stranke. To, kar je pred nami, je spopad z mafijsko državo. Z omrežjem, ki je državo ukradlo. Z omrežjem, ki je stvari zapeljalo stran od poti, za katero smo glasovali na plebiscitu. Tudi veliko ali pa velikanska večina, ne samo volivcev, ampak tudi članov, recimo sedanjih vladnih strank, pojma nima, da to omrežje obstaja.
Se mi zdi čudno. So zgolj neka fasada. Včasih ne koristne budale, kot pravi, ker pač nastavljajo obraz za to omrežje. Se član nekaterih delovnih teles v državnem zboru, kjer so tudi poslanci, poslanke teh vladnih strank. In nikoli ne bom pozabil šokiranih obrazov, ne, ko so ugotavljali, tudi oni, kaj se je dogajalo. Videli pa bomo, ali bo ta strznitev delovala in bo ta spopad z mafijsko državo vsaj nekaj takšnega, kot je bila bitka za slovensko osamosvojitev, ne, kjer smo tudi v veliki meri združili moči preko te ločnice, ali pa se bo skušalo to ravnanje neodgovorno braniti, tako kot zdaj kaže, ko so vložili to preiskovalno komisijo. Poslanci največje vladne stranke, da bi še enkrat preiskala tisto, kar je že preiskano. Zdaj to, kar je bilo objavljeno, kar jaz vam govorim, to so ugotovitve Logarjeve preiskovalne komisije, ki je pripravila delno poročilo in ga poslala tudi naši komisiji za nadzor nad tajnimi službami. In državni zbor ga bi moral obravnavati na julijski seji. Torej, stvari so preiskane. Imena so znana, številke so znane, kraji so znani, časi so znani, namen je znan, škodljive posledice so znane. Znano je, ker zakoni so bili prekršeni. Znano je, ker mednarodne pogodbe so bile prekršene. Vse je znano. Ni treba to še enkrat preiskovati. Treba je to sankcionirati. No in poslanci vladne stranke, ki obvladuje vlado, ki obvladuje vse te institucije, ki imajo v svojih rokah Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za preprečevanje pranja denarja, policijo, tožilstvo in tako naprej, ne bi zdaj to še enkrat preiskovali namesto, da bi pač zahtevali naslednje korake. Zdaj tukaj je manever jasen, vprašanje, če se tisti, ki so to podpisali, zavedajo, vsi se zagotovo, ne. Manever je tak, da bomo še enkrat začeli to preiskovati in se bo to vleklo, mi se bodo medijsko začeli to spinati in na glavo obračati in pač računajo, da bo v roku enega leta se to enostavno pozabilo. Jaz mislim, da je to malo težje, ker je pač, gre tukaj za kriminal mednarodnega obsega in je bo to zelo težko, ne, stvari pomesti pod preprogo, glede na to, da so tukaj pletene tudi druge države, da so bile žrtve teh terorističnih aktivnosti, ki so bile sofinancirane s temi transakcijami, ne, tudi v teh državah, in da bo šlo tako enostavno s tem pometanjem pod preprogo. Se pa bojim, da če bo kazalo, da ne bo šlo tako enostavno, da se bo skrajšal mandat, naredila kakšna umedno kakšna kriza, privleklo kakšen nov obraz, sprovociralo kakšno drugo afero in skušalo iti naprej. In kot sem dejal že prej, tukaj pa od nas odvisno, ali jim bo uspelo. Gledajte, tukaj nas je veliko. Zdaj sem gledal, ko smo se vozili sem na internetu, slike s tabora neke druge stranke, kjer so se zbrali iz cele Slovenije, pa jih je manj kot nas tukaj, samo iz ene regije. To so napisali, veliko nas je, pač veliko je relativno. Tudi to, da nas je tukaj veliko, je relativno. Veliko nas je, ni nas pa dovolj. Ni nas pa dovolj, ker ne glede na to, da smo močna stranka, da nas je veliko, mi v frontalnem spopadu s tem omrežjem, ki iz ene same take lopovščine potegne nekaj 100 milijonov dolarjev črnega denarja, v frontalnem spopadu mi tukaj ne moramo zmagati. Nimamo teh resursov, nimamo teh zvočnikov, težko preko tega pridemo z našim programom in z resnico do ljudi. Torej obstaja samo ena pot, to pa je neposredni stik. In pred Slovensko demokratsko stranko je podvig, kakšnega še nikoli doslej nismo izpeljali. To je zbrati takšno število glasov, da bomo lahko sestavili
tako trdno vlado, kakršno v Sloveniji še nikoli ni bilo. Tako trdno vlado, ne, da se bo sposobna spopasti s tem omrežjem, ki Sloveniji vlada, čeprav nikoli ni bilo izvoljeno. Vlade, kakšni smo bili doslej, tega ne bodo sposobni. Ne vlade ali pa koalicije, kjer so stranke, kot je Desus, ki pač po enem letu mandata že prestopa, imajo klobuk v rokah in ne veš, ali odhajajo, ali prihajajo. Mislim, moraš pol to skozi se matrati s tem in usklejevati, ali pa kakšne stranke, kot je bila recimo v našem prvem mandatu Ljudska stranka, ki zamenja predsednika in on pol začne peljati opozicijsko politiko pol leta pred volitvami, ko je to ključno in blokira vse spremembe. Takšna koalicija in takšna vlada tem razmeram ne bodo kos. Zaradi tega mi rabimo moč, kakršna Slovenska demokratska stranka doslej še ni imela, se pravi število glasov, ki ga doslej še nikoli nismo dobili, in to je možno pridobiti samo na en način. Tako da gremo od vrat do vrat, od volivca do volivca. Če danes naprej vsi, ki smo tukaj, vsak dan nagovorimo enega, pa če gremo prepričati še naslednji dan, pa čez en teden, v žlahti, v sorodstvu, med sodelavci, v trgovini, med upokojenci, kjerkoli pa smo, lahko do takrat, ko bodo volitve, zberemo toliko glasov, da bo dovolj. Toliko glasov, da bo dovolj. In ta ni še veliko, bistveno večje, kot se mogoče komu zdi. Na zadnjih volitvah polovica ljudi v Sloveniji, ki ima volilno pravico, ni volila. Vsak drugi, vsi jih poznate. Vlado, ki jo imamo, in s katero nismo zadovoljni, niso toliko izvolili tisti, ki so volili, ampak tisti, ki niso volili. Star pregovor pravi, že 200 let star iz Anglije, da slabo vlado izvolijo dobri ljudje, ki ne volijo. Slabo vlado izvolijo dobri ljudje, ki ne volijo. Kajti na volitvah odloča en glas. Vsak ima samo en glas. Formalno demokracijo, hvala Bogu, imamo, tega še niso preprečili. Se manipulira in tako naprej, krade in podkupuje, vendar pa formalno demokracijo še vedno imamo in na dan volitev odloča vsak glas. Vsak med nami ima en glas, vsak je polnoleten, lahko priješ na volišče peš, lahko priješ z invalidskim vozičkom, lahko priješ z najdražjim Mercedesom, imaš samo en glas. Tega smo dejansko vsi enakopravni in tudi enakovredni. Ampak, poglejte, volilna udeležba, zemljevid volilne udeležbe v Sloveniji. Več je privilegijev v nekem okolju, višja volilna udeležba. Zdaj zborujemo tukaj v Murski Soboti. Zdaj regija, katere center je Murska Sobota, je krepko za slovenskim in evropskim povprečjem. Zato se je premalo vlagalo, da je denar, ki ga ustvarite, ima velikrat enosmerni tok. Gre tja proti centru, nazaj pa potem pride nekaj preko teh posebnih zakonov, da vi mislite, kako se vam pomaga, v resnici ne dobite niti večine tega, kar sami ustvarite. Zračunajte, koliko se tukaj plača dohodnine, DDV-ja in ostalih prispevkov, boste videli, da pač govorim resnico. Ampak volilna udeležba tukaj je 20% nižja kot v Ljubljani. V nekaterih volilnih okrajih tudi 30% nižja. In to naredi razliko. Slovenija ima proporcionalni volilni sistem in na koncu vsak glas šteje in odloča o mandatu. In dokler bodo na volitve šli predvsem tisti, ki se čutijo prvorazredne, ki mislijo, da jim vse pripada od Boga ali od zgodovine,
in ne morejo drugi delati za njih. Tisti, ki se počutijo drugorazredno odrinjene, doživeli mnogo krivic in so obupali, pa ne bo tako, kot je. In tukaj je ključ do sprememb. Ni treba prepričevati tistih, ki imajo privilegije, ki se bojijo, da če bo neka druga vlada, bodo morali pa mogoče sami kaj narediti zase. Ali pa tiste, ki so pač ideološko zaslepljeni. Nagovarjamo tiste, ki niso šli na volitve, nagovarjamo tiste, ki so obupali, nagovarjamo tiste, ki mislijo, da njihov glas nič ne odloča. Pa v resnici je odločal vsem. In več teh bomo nagovorili, več teh glasov bomo zbrali. Prej bomo pred sabo zagledali Slovenijo, za kakršno smo glasovali na plebiscitu ali kot smo jo branili pred 26 leti. Vidim, da ste vsi zelo resni in tako je tudi prav. Časi, ki so pred nami, so marsičem zelo podobni tistim, katerih se spominjamo danes. Stvari niso več samoumevne tudi v širšem okolju. Cela Evropa je na preizkušnji. In mi smo del tega prostora. Še nekaj let nazaj smo bili precej optimistični, češ nič se ne more zgoditi, kar bi drastično poslabšal naš položaj, saj smo v Evropski uniji, v NATO. Glejte, ena migrantska kriza in Brexit, grška kriza in celotna slika je drugačna. Tukaj so tudi stvari, na katere sami kaj veliko ne moramo vplivati. Smo pa lahko pripravljeni na posledice, ki prihajajo ali če bodo prišle. Časi so resni tudi, kar se tiče zunanjega okolja in zaradi tega mora slovenski narod enostavno spet stopiti skupaj in se zavesti položaja, v katerem smo. Ker drugače je lahko vse na kocki. Vidim tukaj tudi veliko otrok in to je lep pogled, kajti Slovenci, Slovenija kot država je 9. najstarejša na svetu. Kar seveda pomeni, da smo poleg tem problemom, o katerih smo govorili, postavljeni tudi pred strateški problem, tako kot celotna Evropa. In nujno potrebujemo spremembo miselnosti, nujno je potrebno postaviti družino v ospredje, veselje do življenja v ospredje, prilagoditi razvojne in ostale politike temu, da nas bo več, ne pa manj, temu, da pač ne bomo izpostavljeni pritiskom migracij iz tujih civilizacij, tujega okolja, ker to se nikoli dobro ne konča, ampak da bomo sami sposobni obnavljati svojo življenjsko energijo in da bo Slovenija rasla in se krepila. Imamo vse potencijale, gledajte. Leta 2007-2008 smo imeli, danes se vlada hvali z nizko brezposelnostjo. Ob tem nikoli ne reče hvala Avstrija. Vi tukaj veste, da je veliko teh novih zaposlitev žal čez mejo, je treba s trebuhom za kruhom in predvsem škoda vsakega, ki je prisiljen zaradi ekonomskih razlogov iti čez mejo, iskati delo, še posebej pa mladih, šolanih, v katere je to družba veliko vložila, ki tukaj ne najdejo delo. Pravzaprav je v teh časih, ko obhajamo največji slovenski državni praznik, največja kaplja pelina ravno to, da se mladi iz te države, ki smo jo končno dobili, izseljujejo s trebuhom. Pa to ne bilo potrebno. 2007-2008 je bila brezposelnost na najnižji stopni in Slovenija je izdala več kot 100.000 delovnih viz za tujce, ki so delali pri nas. Leta 2007 smo izdali več kot 100.000 delovnih viz za tiste, ki so iz drugih držav prišli delati k nam, ker so se tukaj ustvarjala nova delovna mesta in se je razvijalo in tako naprej, zdaj pa seveda je tok obratno. Ampak smo še vedno isti narod, ima iste potencijale, torej
Problem je zgolj v upravljanju. Problem je zgolj v upravljanju, problem je v centralizaciji. Tudi tukaj, žal, v Prekmurju ste bili zelo tiho, ali pa so bili tisti, ki so na vaši župani, ki so na odločilnih mestih zelo tiho, ko je ljubljanski župan, ko je vlada podpisala z ljubljanskim županom pogodbo, da bo vlada vložila še dodatnih 300 milijonov evrov v razvojne programe Ljubljane. Ljubljana je danes zaradi visoke centralizacije na kakšnih 130 odstotnih točkah evropskega povprečja. Če to prevedemo v razumljiv jezik, je kvaliteta življenja še enkrat višja, kar se tiče statistike. Nam vlada ravno z centrom podpiše ta sporazum. Mi smo verjeli takrat, ok, vlada je pripravila nek program, začeli so z Ljubljano, šli bodo po vseh slovenskih pokrajinah in vsem dali še kakih 300 milijonov, tudi tistim, ki so bolj potrebni. A ste doživeli en sam tak podpis? Ne. Nič se je zgodilo. Nič se je zgodilo in nič se je zgodilo tudi zaradi tega, ker smo bili, ali pa ste bili preveč potrpežljivi. Če bi se to zgodilo v času našega mandata, v enem tednu bi bile vstaje po vseh slovenskih pokrajinah, tako imenovane vstaje in kocke bi letele in mediji bi ščuvali ljudi, da se morajo uprti tukaj. Stvar je bila predstavljena kot fajn. V resnici gre pa za vaš denar. Vlada ne deli svojega denarja, deli vaš denar. Se treba tega enostavno zavedati. In če hoče, da se to spremenilo, je pač potrebno iti na volitve. In na naslednjih volitvah pač pripelje tudi tiste, ki ne verjamejo v moč svojega glasu, ki so obupali, ki mislijo, da so vsi enaki, da se nam nič spremenilo in tako dalje. Več teh bomo prepričali, bližje bo tista Slovenija, ki smo si jo predstavljali pred dobrega četrt stoletja. Zdaj, jaz osebno verjamem, glede na to, da danes prihajamo sem iz Dolenjske, bili smo na neki zelo prijetni občinski proslavi v Škocjanu, ena majhna dolenjska občina. To je čudovita proslava z čudovitim programom. Veliko ljudi je prišlo, veliko otrok, polno veselja do življenja. Torek odpirajo 3 nove oddelke v vrtcu, tudi občinski praznik. Kamorkoli pravzaprav gremo teh dneh po Sloveniji, najdemo okolja, kjer živi normalna Slovenija. Ampak ta normalna Slovenija še ni zbujena. Zato tudi zdaj vedno izkoriščamo Martino, da poje to budnico na naših prireditvah in večkrat bo slišana, bliže bomo cilju. Danes verjamem, da ste prišli sem na to druženje tudi z drugimi nameni, ne samo poslušati razlago prav cvetočega stanja. In prav je tako, kajti preden mi lahko gremo naprej v akcijno bitko, se moramo sami prešteti, sami moramo vedeti, kdo smo, kje smo, koliko smo močni. In glede na to, da Slovensko demokratsko stranko gradimo ne kot stranko, ampak tudi kot eno veliko družino tistih, ki imamo Slovenijo radi, imamo Slovenijo v srcu, izkoristimo tudi to današnjo prireditev, da se malo poveselimo, pogovorimo, da malo izmenjate informacije o tem, koga bi v naslednjih dneh in tednih se še splačalo nagovoriti. Zato, da bomo vsi na naslednjih volitvah doživeli veselo presenečenje, gledali bomo volilne rezultate in volilno udeležbo in bomo ugotovili, da je tukaj v prekmurskih volilnih okrajih
bila volilna udeležba višja kot v Ljubljani. Ko boste to videli na zemljevidu, volilne udeležbe po naslednjih volitvah, vedite, da je čas sprememb napočil in da bo šla Slovenija naprej proti cilju, kot smo ga imeli v mislih na plebiscitu. Toliko, zdaj pa lep dan še naprej, hvala Pavlu in organizatorjem za pripravo te prireditve, za lepo vabilo. Zdaj, ko sem videl vašo vabilo, sem tudi jaz dal kravato gor v istih barvah, tako da zdaj bom dal sicer dol, ker je malo vročen. Glejte, tudi potem se vidi odnos do slovenske državnosti in do slovenstva. Za prireditev, ki organizira SDS, dobimo vabilo, kjer so tudi nacionalne barve in tako naprej. Imamo pa mnogo vabil za razne državne prireditve, ker je nič od tega. Ker tisti ne vedo, kaj praznujejo. Mi praznujemo dan slovenske državnosti za Slovenijo v srcu, glede na to, da je ta natančen dan praznika blizu, tudi jaz vam čestitam in vam želim ponosno praznovanje. Vem, da ga bomo sposobni in da boste jedro tega veselega praznovanja posod, kjer boste in ker se boste srečali tudi z drugimi. Naj živi Slovenija! Hvala lepa našemu osrednjemu govorniku, gospodu Janezu Janši. Mi pa bomo spet dali prostor glasbi. V nadaljevanju se nam bosta predstavila domačina, pevka Maja Ivanič iz Bogojine, ki svojim glasom očara slehernega poslušalca, in Damjan Kuzma, sicer profesor glasbe, ki igra harmoniko, klavir, orgle in še nekatere ostale inštrumente s tipkami. Slišali bomo dve pesmi. Najprej Lipa zelenela je, potem pa še Za Slovenijo živim. Sweet
Hvala lepa. Mi pa smo skoraj da pri koncu proslave, ki smo jo poimenovali Slovenija je moja domovina. Žal se prevečkrat zdi, da je nekaterim naša država nekaj samoumevnega. Nekaj, kar nam v vsakem primeru pripada, pri tem pa mnogi pozabljajo, koliko žrtev, truda, prizadevanj, pripadnosti, narodnega ponosa in še česa je bilo potrebnega, da smo si to državo izborili. Mislim, da lahko mirno rečem, da smo ali pa ste vi, ki ste danes tukaj, to nalogo pred 26 leti opravili z odliko in da lahko mirno spite. Težave pa najbrž imajo tisti, ki so zdaj najbolj glasni, ki si pripisujejo določene zasluge, vsi pa vemo, da Slovenija v tistih časih pač ni bila njihova intimna odločitev. Preden končamo še dvoje obvestil. In sicer v okviru današnjega srečanja Pomurske regijske koordinacije SDS se predstavlja tudi Delavska zveza Slovenske demokratske stranke. Tukaj vidite tudi tale pano. To je zveza prizadevanja in udejstvovanja pri iskanju poti za socialo, demokracijo ter solidarnost delavk in delavcev ter državljank in državljanov, ki so zaradi nerazumnih ukrepov vlade potisnjeni na rob družbe in so posledično marginalizirani. Delavska zveza se tako v svojem delovanju prizadeva opozarjati na uveljavljanje minimalne socialne varnosti državljanov, spodbuja zaposlovanje mladih in starejših delavcev ter ranljivih družbenih skupin z aktivno politiko zaposlovanja, vzpodbuja varne in kakovostne zaposlitve ter se prizadeva za zmanjšanje števila prekarnih zaposlitev. Obenem nadzira delovanje Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in Inšpektorata Republike Slovenije za delo. Poudarja pomen izobraževanja ter vseživljenjskega učenja, ki naj bo dostopno slehernemu državljanu. Tukaj nekje boste potem našli tudi stojnico Delavske zveze, pa jo le obiščite. In še tole, prihodnji teden v sredo, 21. junija ob 18. bo v dvorani Pišk v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti pogovor s publicistom in raziskovalcem novejše zgodovine Igorjem Omerzo, avtorjem knjige Boris Pahor v žrelo Udbe, ki je šla pri Mohorjevi založbi iz Celovca. Avtor v knjigi razkriva udbovske dokumente o Borisu Pahorju in njegovih sopotnikih v zamejstvu in matični domovini. Udba je namreč, najbrž veste, nadzirala slovensko manjšino na Tržaškem in jo terorizirala. Boris Pahor pa je bil eden redkih vidnih tržaških Slovencev, ki se je v nasilju režima v matični državi uprl z javno besedo v svojih revijah in knjigah, pri tem pa je bil večkrat deležen napadov tudi podpornikov režima med zamejskimi Slovenci. Takole pa smo pri koncu. Res lepa hvala vsem, ki ste prišli, posebej našemu osrednjemu gostu, govorniku, predsedniku Slovenske demokratske stranke, gospodu Janezu Janši in vsem ostalim uvodoma omenjenim nastopajočim in vsem vam, spoštovane in spoštovani. Nikar še ne odhajajte, malce se poveselite, družite, posedite, kakšno recite in na lep način sklenite tole nedeljo. Tudi hrana in pijača je, tako da se imejte lepo še naprej. Hvala vsem za pozornost in srečno Slovenija!